Dober dan, to je N1 studio. V Slovenijo prihaja Forbes, slovita blagovna znamka, ki je že več kot stoletje sinonim za ekskluzivne in verodostojne informacije iz gospodarstva in deluje v več kot 70 državah. Od torka naprej pa bo v okviru United Medije zaživel tudi v državah naše regije. Kakšne vsebine prinaša, bomo tudi v Sloveniji dobili različne lestvice najvplivnejših in najbogatejših. Vse odgovore ima urednica slovenske izdaje Forbesa, dolgoletna novinarka za področje gospodarstva Bojana Humar. Dober dan, dobrodošla. Dober dan. Bojana, za tiste, ki morda te blagovne znamke še ne poznajo, kaj je pravzaprav Forbes? Zelo na kratko, Forbes je svetovna avtoriteta na področju gospodarskega novinarstva, prinaša ekskluzivne in verodostojne informacije iz poslovnega sveta in deluje v 70 državah sveta in je na trgu že več kot 100 let. Prva izdaja je bila še v času Prve svetovne vojne. Tako je, 15. septembra 1917 je bila prva izdaja, je šel prva številka Forbesa. Jaz sem preletela, ko sem bila na sedežu Forbesa, nekaj prvih številk in je bilo zelo zanimivo, da so že takrat pisali o temah, o katerih pišemo tudi danes. Zanimivo. Zdaj, kot rečeno, prihaja Forbes tudi v našo regijo. Poleg v Sloveniji bodo lahko vsebine Forbesa spremljali tudi na Hrvaškem, v Srbiji, v Bosni in Hercegovini in v Črni gori. Vprašanje, ki si ga v zadnjem času menda najpogosteje dobila, pa je, ali je na slovenskem trgu prostor še za en poslovni medij. Ti si prepričana, da je. Zakaj? Jaz to vprašanje razumem. Dejstvo pa je, da je slovensko gospodarstvo, ker je majhno, zelo izvozno usmerjeno, vpeto je v mednarodne tokove, vedno je bilo odvisno od dogajanja na tujem. Res pa je, da še nikoli kot do zdaj pogoji poslovanja se niso spreminjali tako hitro in to na več ravneh. Geostrateško se karte mešajo na novo, vzpon Kitajske, tudi drugih regij. Krepi se državni protekcionizem, kar si še pred nekaj leti nismo mogli predstavljati. Evropska unija in seveda s tem Slovenija kot članica v tem mešanju kart išče svojo pozicijo. Dogajajo se res veliki premiki, nihče si najbrž ni predstavljal, da bo nekoč Kitajska največja posojilodajalka recimo v Afriki in še kje drugje. Na drugi strani imamo te skupne izzive svetovne, to so podnebne spremembe, kjer se išče nove poglede, nove rešitve, nove pristope. Na tehnološki ravni enako je razvoj tako silovit kot še nikoli doslej. Pred enim letom recimo si še nismo predstavljali, da bo umetna inteligenca po naših navodilih pisala, risala, ustvarjala videe, kar se danes dogaja. ChatGPT je prišel na trg konec novembra lani. V enem letu se je vse skupaj tako hitro zavrtelo, da si danes skoraj ne predstavljamo več, sploh ne v kakšnih tudi podjetjih, da ne bi uporabljali orodij umetne inteligence. In se to delati v takih razmerah seveda zahteva hitro prilagajanje tudi podjetij in pri tem poslovneži potrebujejo hitre, ažurne, sveže, koristne informacije. Zato si bomo v Forbes Slovenija prizadevali in zato verjamem, da je na slovenskem trgu prostora tudi za Forbes Slovenija. O čem boste torej poročali? Kakšne vsebine vse bomo lahko našli na forbesslovenia.com? Poročali bomo o zelo različnih vsebinah, rada bi pa najprej poudarila, da bomo v ospredje postavljali ljudi, ker podjetje uspešno ali neuspešno je posledica. Nas zanima en korak, nas zanima vse skupaj en korak prej. Kdo so ljudje, ki vodijo podjetja, kdo so ljudje, ki so podjetja ustanovili, kje črpajo ideje, kaj jih motivira, kaj jim gre dobro, kje se jim je zalomilo. Vse to poskušamo razumeti, da potem razumemo, zakaj imamo stanje, kakršno imamo. Pogovarjali se bomo z uspešnimi, ker so seveda lahko navdih drugim. Pogovarjali se bomo tudi s tistimi, ki se jim je zalomilo, ker se je tudi iz napak mogoče učiti. Gledali bomo seveda pod prste ministrom, ministricam, kako ravnajo z davkoplačevalskim denarjem.
pogovarjali se bomo vsemi tistimi, ki na tak ali drugačen način vplivajo na gospodarstvo. Pokrivali bomo pa posel v najširšem pomenu besede, javne finance, tehnologije vseh vrst, nepremičnine, ki so priljubljena naložba Slovencev, potem vse rešitve, ki vodijo v brezogljično družbo, v kateri težimo, pa seveda tudi druge teme, ki zapolnjujejo naš prosti čas. Kaj pa prve zgodbe, ki bodo objavljene? Vem, da jih pripravljate že kar nekaj, že v zadnjem času ste vsi precej notri v teh zgodbah, zdaj pilite v bistvu še zadnje podrobnosti, lahko kaj namigneš? Ja, ko sem omenjala, da bomo pisali o podjetnicah, podjetnikih in tako naprej, bi rada izpostavila, da bomo poskušali bralcem pokazati zgodbe, tudi manj znanih ali pa širši javnosti neznanih, pa so zelo uspešni in si absolutno zaslužijo pozornost. In prve zgodbe so tudi take, imamo jih več, imamo podjetnika, zelo mladega, ki je pred 4 leti ustanovil recimo podjetje, letos bo imel več kot 20 milijonov evrov prihodka, konkreten dobiček, posluje z največjimi v svoji panogi. Imeli bomo ekipo slovensko, bomo predstavili, ki razvija rešitev za enega svetovnih problemov. Pogledali bomo, kaj smo imeli Slovenci zraven pri dosežku, ki je bil pred kratkim opisan v Guinnessovo knjigo rekordov, in še druge podobne zgodbe, zelo zanimive, bi rekla, da širši javnosti precej neznane. Kot rečeno, na forbesslovenia.com bodo pa lahko seveda bralci do vsebin dostopali tudi prek naše spletne strani. Tako je, in hkrati bi tudi rada bralce povabila, da se obrnejo na nas, naj nam pišejo na uredništvo afna@forbesslovenia.com, kaj bi radi brali, kaj jih zanima, kaj jih žuli, katere probleme bi izpostavili. Kritike absolutno so dobrodošle. Dobrodošle je vse, kar pripomore k boljši vsebini. Kaj prinaša dejstvo, da je Forbes Slovenija del dveh velikih mednarodnih mrež? Na eni strani Forbesa, na drugi strani United Medije. Prinaša za dve pomembni stvari, bi izpostavila. Na eni strani dostop do vsebin, do katerih kot lokalni mediji pač ne bi imeli. To so zelo ekskluzivne vsebine, ki jih ima mednarodni Forbes. Do ljudi, ki krojijo svetovno gospodarstvo, do katerih mi nikoli ne bi mogli dostopati. Do analiz in tako naprej, ki jih sami pač ne bi mogli izdelati. Na drugi strani imamo pa dostop do najsodobnejših tehnoloških rešitev, ki jih kot digitalni mediji seveda nujno potrebujemo, zato da se lahko razvijamo. In v bistvu vpetost te dve mreži nam na eni strani omogoča res dobre vsebine, hkrati pa zelo dobro uporabniško izkušnjo, ki lahko damo bralcem. Bila si tudi v Združenih državah, kjer je sedež Forbesa, to si omenila, tam si spoznala urednike z vseh koncev sveta. Kakšna izkušnja je to bila? Si dejansko tam šele v bistvu začutila, za kako veliko stvar gre? Ja, v resnici ja, in tudi mene je presenetilo, ker pogled na Forbes iz Slovenije je v resnici zelo zožen. Ko pa sem prišla tja, ko v bistvu spoznaš vso mašinerijo, ki stoji za tem, da Forbes v lokalnem jeziku bere v 70 državah, ko spoznaš, vsaj preletiš, no, ali pa ta obsežen arhiv, to je vendarle stoletni medij, ne? Ko spoznaš bogastvo te dediščine, kaj vse je tam nabrano, nakopičeno. Ko se pogovarjaš z uredniki, kolegi od Salvadorja do Ukrajine, kako razmišljajo, kako se lotevajo tem, kje imajo probleme, ko ti tudi resnici vsi svetujejo, ker so vedeli, da mi šele začenjamo, ponudijo pomoč in tako naprej. Je to neprecenljivo, ki ga recimo samo na domačem trgu nikoli ne moreš dobiti. In del tega zdaj postaja tudi Slovenija s Forbesom. Forbes je seveda znan po objavljanju različnih lestvic, najbolje poznamo seveda lestvico najbogatejših zemljanov, pa najvplivnejših ljudi, najbogatejših športnikov, najbolje plačanih igralcev, tako naprej. Boste torej tudi vi pripravljali kakšne zanimive lestvice, na katerih bodo Slovenci? Mi bomo zagotovo nadaljevali to tradicijo, bomo pripravljali lestvice, bomo pripravljali različne izbore, ker se mi zdi to zelo dober način, da na eni strani izpostavimo uspešne in to res potrebujemo. Na drugi strani
na nek način tudi spodbudimo tekmovalnost, hkrati pa s tem gradimo skupnost. Kako boste pa prihajali do podatkov? Ne? V Sloveniji vendarle smo mogoče malo bolj zadržani pri deljenju določenih stvari iz svojega življenja. Kako v bistvu boste prihajali do teh stvari, da boste lahko potem iz tega lestvice sestavljali? Jaz mislim, da je Slovenija vseeno, kar se tiče dostopa do podatkov, država, kjer se da razmeroma enostavno dostopati do res velike količine podatkov. Bolj je problem, če ne vemo, kaj s temi podatki početi, ampak recimo imamo različne baze, kjer je mogoče dobiti res enormno število podatkov in če jih znaš pravilno obdelati in z njimi veš, kaj bi naredil, potem mislim, da ni tako težko kot recimo v kakih drugih državah, kjer so pa res, kar se tega tiče, bolj zaprti. Se že veselimo seveda tudi teh lestvic. Bojana, kaj so trenutno po tvojem mnenju največji izzivi za slovensko gospodarstvo? Kje ima prednosti, kje največje težave? Nekaj si že v uvodu povedala, da smo seveda izrazito izvozno usmerjeno gospodarstvo, ampak kje so tiste ključne prednosti, kje težave, s katerimi se bo seveda ukvarjal tudi Forbes? Jaz bi izpostavila dve stvari. Prva stvar, ki me moče malo zmoti, je, da vedno, ko se pogovarjamo oziroma ko potekajo razprave o tem, zakaj Slovenija kot država ne zmore nekega razvojnega preboja, zakaj smo za Švico, zakaj smo za Češko in tako naprej, vedno se mi zdi, da se debata zoži ali pa velikokrat na to, da imamo previsok davek na plače in ker seveda zaradi tega ne moremo plačevati dobro inženirjev in drugih ljudi, ki delajo v razvoju, potem ne moremo izdelovati produktov z visoko dodano vrednostjo in tako naprej. Davek na plače, razmeroma visok davek na plače je zagotovo težava, ampak je samo del problema. Tukaj jaz mislim, da je vseeno več stvari, da je bolj kompleksno vse skupaj in da je več stvari, za katere se treba vprašati. Ali imamo ideje, ali imamo ambicije. Recimo glede tega se tudi v menedžerskih vrstah zdaj preizprašujejo. Na zadnjem menedžerskem kongresu, recimo v Portorožu, je bila točno ta debata. In se mi zdi to dobro in pomembno, zato ker vodstvene strukture so absolutno pravo mesto za taka preizpraševanja. Potem je pomembno znanje. Slovenija ima veliko znanja, ampak še vedno premalo. Tudi zaradi svoje majhnosti nekaterih specializiranih znanj sploh ne more razviti, kaj šele akumulirati. In tukaj je zelo pomembno, seveda, mi moramo potem po ta znanja v tujino. In tukaj bi izpostavila dve civilni iniciativi, ki se mi zdi, da opravljata izjemno dobro delo na tem področju. Ena je fundacija ASEF in drugo je društvo Vtis, ki prek štipendijskih programov pošilja mlade v tujino na prestižne univerze k slovenskim profesoricam in profesorjem, ki res dobijo znanja, ker jih v domačih fakultetah, v domačem okolju nikoli ne bi mogli. In potem pridejo nazaj in lahko se to znanje uporablja tu. Izpostavila bi tudi Slovenski tehnološki forum. Recimo oni se prizadevajo, tudi pred kratkim ustanovljeno, tudi pobuda, bi rekla, iz baze. Prizadevajo si, da bi bilo boljše poslovno okolje za mlada podjetja. Mi mogoče kdaj podcenjujemo start-upe, ampak start-upi, če pogledate, delajo svetovne preboje. Uber, Airbnb, Tesla, OpenAI, če hočete zdaj nazadnje. To vse je spremenilo popolnoma, kako živimo, delujemo in tako naprej. Obračalo je cele panoge na glavo. To so bili vse start-upi. In tukaj mislim, da mi ne smemo tega podcenjevati. In bi morali res tukaj več narediti za to, da ta podjetja se ne bi ustanavljala v tujini, ker zdaj se. Pa se ti potem... Drugi izziv, se pravi, se mi pa zdi, pred katerim zdaj Slovenija je pač ta prenos upravljanja oziroma bogatstva. Prihaja največji v zgodovini v svetovnem merilu, ampak v Sloveniji je res ogromno podjetij, večina je družinskih podjetij, ustanavljena so bila v začetku 90-ih let in zdaj prihaja druga generacija, ki bo prevzemala in vodenje, prevzemajo različne funkcije v podjetjih in vstopajo v lastniško strukturo. Zdaj, znano je, da veliko podjetij, ko jih prevzame druga generacija, propade. Kaj narediti, da se to ne bi dogajalo? In tukaj bo Slovenija res na veliki preizkušnji, ker je teh podjetij ogromno. Kar se meni zdi spodbudno pri tem je, ko se pogovarjamo seveda tudi z drugo generacijo, ki prevzemajo zdaj vodenje podjetij, je, da
so recimo bistveno bolj, imajo nova znanja, tudi so se izobraževali veliko v tujini, prinašajo nove poglede, sveže poglede, kaj bi razvijali, kako bi razvijali. Potem so tudi bolj drzni v smislu iskanja finančnih virov, da bi te pač neke ideje spravili v življenje. Znano je, da družinska podjetja pri nas do zdaj so bila zelo konservativna v tem smislu, so se zelo opirala na lastna sredstva, kar pa pogosto ni dovolj, da narediš neke razvojne preboje. In tretje je, da so tudi bistveno bolj komunikativni, komunicirajo, so odprti in vse to se mi zdi zelo spodbudno. In seveda boste vse to pozorno spremljali. Mogoče samo še to na tej točki. A se ti potem strinjaš z mestoma alarmantnimi opozorili slovenskih gospodarstvenikov, da vlada nima nekega fokusa, neke ideje, kaj z gospodarstvom sploh početi, razen da mu jemlje še več, da ga duši, da podjetnikov pravzaprav ne mara. Ne, vse to slišimo v zadnjem času. Se tudi tebi zdi tako? Deloma so ti pozivi oziroma te kritike absolutno na mestu. Če pogledate, kaj dela vlada, bi težko rekli, da vemo, kaj je njen fokus. Ne vem, če sami vejo, kaj je njihov fokus. Zagotovo v zadnjem času deloma zaradi poplav, malo pa se po moje tudi izkorišča, zdaj ta situacija se še bolj obremenjuje gospodarstvo. To je vse res. Na drugi strani je pa res, da imamo, da so na drugi strani ta ista država nudi tudi mnoge subvencije, ne, za različne razvojne projekte, da je mogoče iskati tudi tujini številna sredstva, če imamo idejo in tako naprej. Tako da zagotovo ni dobro to, kar se zdaj dogaja v Sloveniji. Zagotovo ni dobro, da se to dogaja v času, ko se ohlaja svetovno gospodarstvo, od katerega je, kot sem že omenila, Slovenija izjemno odvisna. Bi pa rekla, da tukaj ne kaže biti defetistno. Je vseeno še kar veliko stvari, ki so dobre in ki jih velja izkoristiti, in ena od teh stvari so zagotovo številne subvencije, ki jih imajo podjetja na voljo. In seveda tudi to podeljevanje subvencij boste na Forbesu zagotovo spremljali. Seveda, ja. Jaz vam želim in seveda vsa ekipa N1 je vesela, da ste se nam pridružili in vam seveda želimo zelo, zelo uspešno delo v tej regiji in v tej državi. Bojana, najlepša hvala, da si prišla v naš studio. Hvala vam. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Kot rečeno, torej od torka naprej forbesslovenia.com, tam boste našli vse zanimive vsebine, o katerih sva z Bojano govorila. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.